Descartes je, mislim, da je eden izmed najbolj komentiranih filozofov vseh časov. Tako da, kamkoli greš, v kakšnokoli smer filozofije greš, vprašaš, ok, a imamo enega skupnega, ali dva, tri skupna, o katerih se lahko pogovarjamo, odgovori so vedno Platon in Descartes. Tako da je to enostavno Descartes je filozof, kateremu se ne moreš izogniti. Splošno mnenje je, da se je novoveška filozofija začela z enim človekom, Descartesom. Zakaj? Ker je Descartes vztrajno mislil sam zase in ne samo sprejemal tistega, kar so ga naučili. Trdovratno je namreč verjel, da bo lahko postavil filozofske in matematične temelje za vso človeško vednost. Popotovanje, ki se je slednjič sprevrglo v skrajno osebno in globoko subjektivno iskanje resnice. Moja filozofija je kot duhovno popotovanje, ki te vabi in ti obeta nad vse nenavadne rezultate. Poglejmo si, kako se je to zgodilo. René Descartes se je rodil leta 1596 v Laeju v Torenski regiji Francije. Kraj se danes imenuje po njem. Bil je sin uglednega plemiča, kar je pomenilo, da mu ni bilo treba delati za preživetje. Pri 8 so ga poslali v jezuitsko šolo, kjer se je učil grščine in latinščine, kot tudi matematike in scholastične filozofije. V šoli sem prišel do zaključka, da je matematika edini pokazatelj resničnega sveta, pogled, ki sem ga zadržal vse svoje življenje. Descartes je možno vedno postaviti na neko ozadje, ki nosi na eni strani korenine scholastične, te tradicionalne filozofije, tradicionalne izobrazbe, ki je bil sam Descartes deležen v jezuitskem koledžu v La Flechu. Na drugi strani pa seveda tisto, kar je bilo v Descartovem času že izjemno prisotno, to je bilo ta občutek renesančnega človeka, da se na nek način lahko postavlja na svoje noge, da postavlja svoje principe in da ni več slepo odvisen od nekaterih veličin, ki so obvladovale sistem v prejšnjem, tako imenovanem scholastičnem obdobju. Doštudiral je pravo, ki pa ga ni nikoli prakticiral. Namesto tega se je odločil potovati in videti svet. Svojo mladost sem preživel na poti. Obiskal sem različne dvore in vojske, se družil z ljudmi različnih slojev in činov. V tem času je bila Evropa v vojni, ki jo poznamo pod imenom 30-letna vojna, med leti 1618 in 1648. Descartes se je pridružil nizozemski vojski, pozneje pa vojski Maksimiljana Bavarskega, a ga je vojaški način življenja kaj kmalu odvrnil od nadaljevanja tovrstne prakse. Sem prej gledalec kot pa igralec v komediji življenja. Legenda pravi, da je 10. novembra 1618 v mestu Breda na Nizozemskem na steni videl plakat, ki ga je pritegnil, a ker ni razumel nizozemščine, je za prevod povprašal mimoidočega. Ta mimoidoči je bil Isaac Beckman, ki je Descartesa spodbudil na pot posvečeno umu. Leto pozneje je Descartes obtičal v snegu zakopanem mestecu Neuburg. Takrat je bil Descartes vojak pri 23 letih in na poti na kronanje Ferdinanda II. V Frankfurt, a mu je bavarska zima pot preprečila. Zima me je zadržala v bivališču, kjer sem, ker ni bilo nikogar, s komer bi se pogovarjal in ker me ni pestila nobena skrb ali strast, ostal zaprt ves dan sam v s pečjo ogrevani sobi, kjer sem lahko popolnoma svobodno komuniciral samim seboj o mojih lastnih mislih. Misli, ki jih je Descartes spodbojen s 3 zelo živimi sanjami oblikoval v tej sobi, so zavedno spremenile zahodno filozofijo. Vedel sem, da me to doživetje napotuje, da preostanek življenja posvetim znanosti in filozofiji. Med leti 1619 in 23 je Descartes potoval po Evropi in se za 4 leta slednjič nastanil v Parizu. Leta 1628 se je iz Pariza preselil na Nizozemsko, kjer je preživel večino preostalega življenja. V kateri drugi deželi bi lahko užival v takšni svobodi? Leta 1635 je postal oče. Služkinja Hélène, ki jo je spoznal v Amsterdamu, mu je rodila hčerko Francine,
ki pa je preminula stara komaj 5 let, kar je Descartesa zelo prizadelo in ga zaznamovalo za prihodnost. V času, ko je na intelektualno prizorišče Evrope prispel Descartes, je v duhovnem življenju že nekaj stoletij prevladovala rimska katoliška cerkev. Scholastiki so tako namesto iskanja novega znanja poskušali združiti modrost antičnih klasičnih mislecev s krščanskim učenjem. Za tisti čas je značilno, in tudi kar je potem značilno, kar bi jaz poudaril z stališča epistemologije, je nekaj, čemur se reče tako imenovana pironovska kriza. Zdaj Piron je bil začetnik te stare antične šole skepse, in je v tistem času so po eni strani nova odkritja, geografska, znanstvena, potem so bili verski spori med katolicisti in luterani, protestantizem, in na nek način se je rušila stara slika sveta. In Descartes je nekaj zaznal, da je glavni filozofski problem tistega časa, da je epistemološki, da je problem, kaj lahko vem, kaj je merilo pravega vedenja, da moraš najprej na to odgovoriti, če hočeš priti kamorkoli naprej v filozofiji, pa na kateremkoli drugem področju znanosti. Izvorno mišljenje je bilo zatrto in nove ideje so se med komentarji starih tekstov pojavljale le, če so bile dobro skrite v kontekstu. Scholastiki so nekritično sprejemali aristotelsko nezadovoljivo razlago, zakaj se stvari obnašajo kot se. Po tem načelu pade kamen na zemljo zato, ker je to njegov namen. Descartes pa je bil nestrpen razkriti nove in boljše poti do vednosti in resnice. Verjame, da lahko vzpostavi nov način sistematiziranja znanosti, kar je poskušal razložiti z analogijo drevesa. Korenine so metafizika, deblo je fizika, veje iz tega debla pa so vse preostale znanosti. Descartes je želel pokazati, da obstaja neizpodbitna enotnost za vse različne veje znanosti. Danes običajno sodobni filozofi, če že imajo to idejo med fiziko in metafiziko, bi obrnili, bi rekli, da je fizika, da so korenine, metafizika je pa tam nekaj na vrhu. Ne za Descartesa, za Descartesa je pa ravno zato najprej moramo se vprašati, kaj sploh lahko vemo, in to nam da metafizika, pa tako gito, potem pa zgradimo to celotno deblo znanja in spoznanja na tem temelju. Matematika izraža osnovno temeljno strukturo, ki si jo delijo vse veje vednosti. To je ena od osnovnih potez moderne znanosti, ki jo poznamo pod imenom redukcionizem. Redukcionist je pa toliko, kolikor je ta celotna, da verjame, da so vse gibanja oziroma vsi pojavi, se pravi, ne bodo tam zgoraj na nebu ali organski ali neorganski ali mali ali veliki, da je to pravzaprav mehanika, ki jo lahko pojasniš z obliko, velikostjo in položajem delcev. Descartes je verjel, da kolikor obstaja metoda, ki bi organizirala človekovo iskanje vednosti, bi to iskanje bilo bolj sistematično in uspešno. V diskurzu o metodi poskuša pokazati, kako je mogoče odkriti pravo vednost že samo s tem, če upoštevamo nekaj proceduralnih pravil. Sprejmeš samo tisto, kar je tvojemu umu jasno. Velike probleme razcepiš na manjše, sklepaš od preprostejšega k kompleksnejšemu in končno še enkrat pazljivo preveriš, ko vse končaš. Eno najbolj poudarjanih pravil znanstvenega pristopa, ki ga Descartes poudarja, je, da mora biti to, kar je resnično, umu dostopno jasno in razločno. To vrstno mentalno jasnost in razločnost na primer zahtevata geometrija in matematika. V 17. in 18. stoletju se je večina filozofov prištevala med racionaliste ali empiriste. Racionalisti so verjeli, da je edina zanesljiva vednost dosegljiva z uporabo čistega razuma. Empiristi se s tem niso strinjali. O zunanjem svetu se lahko česa naučimo le z uporabo čutov, je bila njihova trditev. Descartes je menil, da je svet v bistvu matematičen in da se ga lahko v osnovi kot takšnega tudi študira in razume. Izkušnja po drugi strani za Descartesa ni predstavljala ravno izgube časa, je pa bila docela v vlogi dodatnega zdravorazumskega dokaza pravilnosti matematičnega modela.
Na nekem mestu Descartes trdi, da o dejanskosti voska ne moremo sklepati samo na podlagi opazovanja. Ko gledamo vosek, lahko opazimo, da je včasih v trdnem, včasih v tekočem agregatnem stanju. Kako vemo, da v obeh agregatnih stanjih gledamo isti vosek? Naravo tega voska poznam ne po poti predstave, pač pa docela po poti mentalne zaznave. Zdaj vem, da tudi telesa niso zaznavna po čutih ali predstavnih zmožnostih, ampak samo preko uma. Drža, ki je Descarta postavila na čelo racionalističnega gibanja. Ponavadi se za Descarta pravi, da je verjel, da je edino spoznanje, ki nam je možno, je takšno spoznanje, kot je na primer matematično. To, da sta 2 in 3, 5, to ne vemo le na podlagi izkušnje, ni tako, da lahko si je naučil, tako da si štev cigarete ali ne vem kaj, v otroštvu, ampak enkrat, ko si zakapiral, da 2 in 2 mora biti, 2 in 3 mora biti 5, potem veš in to veš na podlagi razuma. In za Descarta se pogosto trdi, da je on mislil, da samo takšne resnice lahko vemo zagotovo. Že od začetka človeške vrste je ena najbolj nadležnih lastnosti razuma skepticizem. Skeptiki so ljudje, ki verjamejo, da ničesar ni mogoče vedeti zagotovo. Descartes je bil eden izmed množice takšnih ljudi, a je njegov dvom v to, da bi kaj vedeli zagotovo, še veliko bolj radikalen od naštetih. V meditacijah dvomi praktično o vsem, o matematični gotovosti, kot tudi o obstoju fizičnega sveta. Paradoksalno sem zaključil, da je samo ena stvar, o kateri človek nikoli ne more dvomiti, dvom sam. Zanimivo je, da je Descartes do dvoma prišel relativno pozno. Da je on začel zelo pozitivno, kot uspešen matematik, kot uspešen znanstvenik, ki ni nič dvomil o tem, kaj dela. Da je bil zelo, zelo uspešen, imel je matematična odkritja, pol je poskušal tisto metodo, ki je uporabljal v matematiki, poskušal jo posplošiti na filozofijo, ne da bi dvomil. In je pravzaprav vpeljal je dvom ob začetku kot en pripomoček, da bi lažje prišli do glavnih filozofskih resnic. Meni se zdi, da enkrat, kot je začel s to temo dvoma, da se pol zavedal, koliko je zadeva nevarna. Da je pravzaprav, da je s tem je odprl eno škatlo, iz katere so začele van pošasti skakati. In zato je zanimivo, ko prebirate meditacije, da postavi pod dvom vse, celo Boga. In to v obdobju, ko vprašanje brezboštva sploh ni obstajalo. Ko je bilo jasno, da so vsi na nek način podvrženi neki obliki verovanja ali pa vsaj verjetja v obstoj Boga ali pa več bogov. Dočim je ta element dvoma v veliki meri bolj bila metoda duhovnih vaj in je to enostavno v svoji filozofski razpravi on, mislim na tekst meditacije, dejavno uporabil. Descartes je začel delo na meditacijah leta 1639. Predtem je desetletje živel v relativni osami na Nizozemskem in meditacije so knjiga, ki ga je dokončno proslavila. Ta je svojevrsten dnevnik njegovih misli v obliki 6 posameznih meditacij, vsaka od teh naj bi trajala po en dan. Descartove meditacije so verjetno eden izmed najbolj berljivih velikih filozofskih tekstov v zgodovini. Filozofi večinoma v knjigah polemizirajo z svojimi sodobniki ali s prejšnjimi, tako da vedno morate nekaj poznati od prej, da bi prebrali tisto, kaj pride poznej, vedno se mantra s tem, da se eni sklicujejo na druge. Vsega tega pri Descartesu nimaš. Descartes res začne od začetka razložiti svojo filozofijo, ne da bi se skliceval na kogarkoli. Ni ene fusnote, ni enega imena. Enostavno ti
razlaga čisto, lepo, jasno, ti na 50-60 strani ti razloži vse osrednje filozofske probleme in o vsakemu ti ponuja svojo izvirno, genialno zamisel. Descartov dvom je v skepticizmu tako poseben, da je dobil svoje ime, kartezijanski. Ta dvom je od drugih drugačen tudi po tem, da je sistematičen in je do neke mere celo metoda. Zavedel sem se, da je potrebno do temeljev porušiti vse znanje, ki sem ga nabral do sedaj in začeti znova, če želim v znanosti doseči nekaj, kar bo čvrsto in trajno. Predstavljajte si nekoga, ki želi svoja jabolka shraniti v košari. Nekdo, ki se na jabolka spozna, bo pazil, da v košari ne bo gnilih jabolk, ker bi gnila jabolka kaj hitro okužila tudi zdrava. Tako bo tista jabolka, ki bi imela tudi kanček gnilobe na sebi, nemilostno odstranil iz košare. Na tak način deluje tudi kartezijanski dvom. Preučiš vse človeško znanje in pogledaš, v kaj je mogoče dvomiti. Če je kaj dvomljivo, okuženo, gnilo, potem moramo to nemilostno zavrniti kot napačno. Vsako jabolko, ki bi po takem procesu ostalo v košari znanja, bi dejansko bilo zelo posebno jabolko. Bilo bi prava, resnična, nedvomljiva vednost. Descartes je s tem ugotovil, da je sistematično dvomiti v vso človeško vednost nemogoče. Da bi zaobšel ta problem, sem se vprašal, od kod izvira vsa človeška vednost. Odločil sem se, da obstaja samo dvoje izvirov človeške vednosti – čuti in razum. Čuti so, kot smo že omenili, nezanesljivi. A tudi razum ni docela zanesljiv, ima svoje napake. Descarta štejemo med racionaliste, ker je verjel, da vso zanesljivo znanje prihaja od razuma. Platon je imel skoraj 2000 let pred njim podobno zamisel. Menil sem, da smo glede matematike, geometrije in logike popolnoma prepričani, da nam nudijo popolno gotovost in vednost. Vendar Descartes tega mnenja ni docela delil s Platonom. Sam je na koncu dvomil tudi v matematiko in logiko. Mogoče si mislimo, da je matematika samoregulativna in preverljiva, a zatem se prav lahko skriva nevidni demon, ki nas hipnozo vedno znova prepričuje, da je naša matematika pravilna. Uvajanje posebnega in nenavadnega nevidnega demona je lahko videti kot obupan poskus skeptičnega argumenta, a je na tej točki pomembno le to, da je mogoče dvomiti tudi v znanje pridobljeno preko razuma. Na kratko se izkaže, da košara z jabolki vednosti na koncu ostane prazna. Vse lahko dvomimo. Naši čuti nam lažejo. Dejansko bi o vsej realnosti lahko samo sanjali, ali pa nas zapeljuje nevidni demon. Če bi bil Descartes radikalni skeptik, bi se njegova filozofija pri tem končala. Vendar se v košari znajde eno posebno jabolko, ki ima pravico ostati v košari. Skozi proces opisanega rigoroznega dvoma Descartes odkrije nekaj posebnega. Ugotovi, da je na koncu procesa vedno nekaj, v kar ni mogoče dvomiti. Dejstvo, da je dvomil in torej mislil. Ker pa mišljenje ne nastane v zraku, mora zato obstajati neki aparat. Obstajajo misli, torej mora obstajati tudi Ne moramo biti prepričani v to, da imamo telesa, temveč samo, da imamo Iz tega izpelje cogito ergo sum. Mislim, torej sem. Lahko sem se pretvarjal, da nimam telesa, da ni sveta okoli mene, vendar zaradi tega nisem mogel avtomatično trditi, da tudi mene ni. Do tega sklepa me je pripeljala ugotovitev, da sem bil jaz tisti, ki je dvomil v resničnost obstoja zunanjih stvari. Kaj to pomeni? Kaj pomeni, da tisti, kateri misli, tudi obstaja? Jaz mislim, da imam ušesa, nos, roko, ampak to misli tudi tisti revež v matrici. On pač nima roke. Keanu Reeves zgleda kot res
lahko čeden gospod, ne? V resnici je lahko namesto tega enostavno eni možgani, ki sedijo v matriki. Tudi ni jasno, da je misel nujno v možganih. Edino, česa se jaz lahko zavedam v tem scenariju, je lastno mišljenje. Telo, tisto vidno telo, ne, ki ga zdaj posnemamo na video, ali pač možgani, ki so noter, ki jih ne vidite, lahko vse to odpade. Edino, kaj lahko vem, pravi Descartes, je, da sem eno bitje, ki ima mislena ali psihična stanja. To se pravi, ko Descartes govori, da naj bo temelj brezpriziven, brez vsakršne senzične dvoma, je to absolutni epistemski ali spoznavni kriterij. Toda, ko on pravi, da je to tisto, kar spozna on sam, je to lahko zgolj na principu nečesa, čemer bi se lahko reklo psihološka gotovost. Gotovost posameznika, ki pa zato nima drugega argumenta kot samega sebe. In na tej točki je pravzaprav ta radikalni dvom se zlomil in smo dobili na mesto v pravem pomenu besede te epistemske gotovosti, ki ne dopušča res nikakršnega dvoma, gotovost, ki je determinirana zgolj z posameznim umom. Tako čudovito in tako paradoksalno. Takoj, ko poskušate dvomiti v ga s tem potrjujete. Niti nevidni demon nas ne more zapeljati, da bi dvomili v dvom. Dvomljenje je prav posebna oblika mišljenja. Kogito je gotovo nadvse posebno odkritje in prvi princip vsega Descartovega dela. Imel je velik vpliv na vse veje sodobne filozofije, kot tudi literature, umetnosti, znanosti in religije. Kogito gotovo ni tako čist in jasen pojem, kot je to menil Descartes. Razlog za to je dejstvo, da se ljudje ne zavedamo samih sebe na točno tak način, kot to trdi on. A nihče ne dvomi v gotovost kogita, čeprav v debati izpostavlja problematiko te gotovosti, je logična in brezčasna, ali samo psihološka, subjektivna in začasna. Sam sem na koncu prišel do ugotovitve, da je kogito nujna in brezčasna resnica. Kartezijanski kogito ima ravno ta status, da sprašuje, da postavlja pod vprašaj množico vsega tega, kar se nam v vsakdanjem življenju zdi dovolj jasno, dovolj neproblematično, dovolj nedvoumno. Kogito označuje enega najpomembnejših odkritij zahodne filozofije in opiše točko, s katere se začenja sodobna filozofija. Prav tako je to točka začetka nove filozofske veje, ki ji pravimo filozofija duha. V umu mi je bilo vedno jasno, da je moj radikalen sistem dvoma samo začetek. Descartes je hotel biti gotov ne le o svoji lastni zavesti, ampak je želel postaviti temelje in strukture vse človeški vednosti. Vednost mora biti dostopna vsem, zato je svojo zasebno vednost o kogitu moral spremeniti v nekaj širši množici razumljivega in sprejemljivega. Če bi ugotovil, kaj dela kogito tako gotovega, potem bi lahko iz tega izpeljal univerzalno pravilo, ki bi gotovost zagotavljalo tudi drugim vednostim. Jasno in razločno pravilo je prvo pravilo v diskurzu o metodi. Pravilo, ki pa je samo daleč od svoje zahteve po jasnosti in razločnosti. Če ima kdo jasno in razločno predstavo samoroga, še to ne pomeni, da je obstoj le tega gotov. Nevidnega demona nič ne ustavi, da nam ne bi posredoval tovrstne jasnosti v naš da bi nas tako prevaral. Zato mora Descartes v igro ponovno pritegniti Boga. Bog nas nikoli ne bo zavajal in nam bo vedno zagotavljal, da je vsaka jasna in razločna ideja resnična. Zato mora Descartes dokazati obstoj Boga, za katerega pravi, da je v njegovem umu že prisoten kot jasna in razločna ideja. Nekaj je moralo povzročiti to idejo v mojem umu. Vzrok ima ravno toliko realnosti kot njegova posledica. Ideje kot je ta ne pridejo same od sebe, zatorej Bog mora obstajati.
Descartes potrebuje Boga, da mu zagotovi funkcionalnost pravila in potrebuje pravilo, da mu zagotavlja obstoj Boga. Tako se je Descartes ujel v tako imenovani kartezijanski krog. Odkot pa cel svet ostal, ne? Odkot bo zdaj se svet izlegel ven iz tega, mislim, torej sem iz teh tvojih prebliskov kognicije. In to je splošen problem fundacionalizma, ne? Če imaš močen temelj, kot je ta kogito, ki je nedvomen, kako pa tam karkoli zgradiš iz njega, ne? In tu pride pa ta, nekateri pravijo čarovniški trik, drugi pravijo nekaj, kar je načelna težava vsakega fundacionalizma, to je, se pravi, kartezijanski krog, se temu reče. No in tu pridemo do Boga. In na osnovi česa pa ljudje pravzaprav smo pripravljeni sprejemati Boga. Kaj je pravzaprav tisto? In pravi, seveda, ta prva spoznanja nam pokažejo, da same teze o obstoju Boga ni mogoče sprejeti, ne da bi bili dovolj kritični do tega. To se pravi, ta teza potrebuje racionalen premislek in dovoljšno dozo tega, čemur Descartes sam reče, radikalnega dvoma. Descartes v svojem pomanjkljivem sklepanju trči v temeljni problem racionalistične filozofije. Če do vednosti pridemo samo z umom in brez čutev, kakšno zagotovilo imamo, da ne mislimo nečesa popolnoma nesmiselnega? Descartova rešitev, da je Bog, ki je ustvarjalec vsega resničnega, nam dostopen skozi jasno in razločno zaznavo, gotovo ni dovolj dober argument. Je rešitev, ki v zgodbo pripelje mnoge nove probleme, recimo problem volje, ki bi po Descartu naj bila močnejša od uma, vere, ki je pogosto slepa. Zato Descartes vso zgradbo gotovosti ponovno postavi na pleča matematike. Antični Grki so bili prvi, ki so spoznali, da lahko imajo številke prav svojevrstno življenje. Pitagora je bil filozof, ki je vso svojo filozofijo gradil na matematičnem pogledu na svet. Vidni svet je samo iluzija, ki skriva matematično resnico vseh stvari. Matematika obstaja ločeno od človeka in predhodi tudi stvarjenju univerzuma samega. Matematika se res dozdeva kot univerzalna resnica sveta. Descartes je zato težil k matematizaciji sveta. V mojem času je matematika uspešno posegla v življenje skozi ekonomijo, geometrijo, navigacijo, optiko in astronomijo. Brez matematike si sveta danes ne znamo več predstavljati. Matematizacija nas slednjič pripelje do poskusa odkritja teorije vsega. Univerzalne teorije, ki bi v enem zastavku opisovala ves svet. Če takšna teorija obstaja in jo lahko odkrijemo, je o njej mogoče reči samo eno, da je gotovo izrazljiva le z matematičnimi termini. Za Descartesa je univerzum zaklenjen z matematično kodo, ki jo mora matematik odkleniti. Matematično znanje je edino znanje, ki ga lahko imamo o svetu. Kar je morda zanimivo, da je pravzaprav Descartes bil eden od iniciatorjev tistega, kar poznamo pod znanim Leibnizovim sloganom Mathesis universalis, matematizacija kot univerzalen princip ali pa matematika kot univerzalna znanost, ki lahko zadosti vsem tem problemom. Nihče ne more vedeti, ali nam matematika lahko ponudi model, ki bi nas vsaj približno pripeljal bliže resnici o tem, kakšen je naš svet in univerzum. Slepa vera v matematizacijo je tudi Descartesa pripeljala do nekaterih prav bizarnih sklepov. Izkaže se, da je za razumen pogled na svet potrebna tudi empirična izkušnja. Descartes je prišel na idejo, da so ljudje sestavljeni iz dveh substanc. Imajo zavesten in fizična telesa. Torej v svetu obstoji dvoje substanc, in materija. Fizični svet je sestavljen iz ene same substance. Vsak človeški pa je po svoje enkraten in tako vsak zase ločena substanca. Tej drži pravimo kartezijanski dualizem in je bistven za Descartovo filozofijo. Po njej imajo vsa misleča bitja večno neumrljivo dušo. Njegov argument gre takole. Prvič, nesporno je, da obstajam. Drugič, dvomljivo je, da imam telo. Tretjič,
torej je moj obstoj neodvisen od mojega telesa. 4. Torej ne morem biti gotov, da obstajam, ko ne mislim. 5. Torej je moj obstoj odvisen od mišljenja. 6. Torej sem v bistvu misleče bitje ali duša, intelekt. Kar definira človeško bitje, je to, da misli, ne to, da ima fizično eksistenco. To dualistično stališče je zelo podobno krščanskemu razlikovanju med duhovno in fizično komponento bitja in poraja številne probleme. Največ pozornosti je Descartu vzbudilo reševanje interakcije med telesom in umom. Če je docela ne fizični duh, kako lahko v materialnem telesu sproži fizično reakcijo? Descartes kot rešitev te težave predvidi, da v delu človekovih možganov obstaja posebna žleza, ki v človekovem telesu opravlja funkcijo posrednika med duhom in telesom. Je pa seveda ta dualizem je nekaj, kar je nekje v srčiki tega Descartovega sistema. Telo je stroj, je nekaj, kar je čista mehanika, determinizem, materialno, duh z svojimi idejami urojenimi, pa s to skratka kogitom, tem svojim notranjim svetom doživljanja, to je pa nesnovno oziroma ta miselna substanca. In tisto, kar je problem od Descarta pa do danes, pa ni videti, da bi ne vem kako, pač problem bolje formuliramo, ampak bliže rešitvi pa še nismo, in kako je to dvoje povezano. To je mučilo Descarta, pa nas muči še danes, ne? Pravzaprav kako je. Descartov odgovor je nekam nenavaden, on je imel to, da se v češariki, to je tu ta žleza, da postane materija tako tanka pa lahka, da jo misel lahko porine, ne? Pa potem na ta način lahko imate tako imenovano mentalno vzročnost, da duševno deluje pa vpliva na snovno. Danes imamo drugačna pojasnila in duševnost in fiziologija, nevrofiziologija, odgovora na vprašanje zavesti pa zveze med duševnim, duhovnim, miselnim in snovnim pa še vedno nimamo, in to je tudi to je ostalo kot Descartova zapuščina. Ogledali smo si nekaj poglavitnih idej Descartovega premisleka. Njegovi zaključki so morda iz današnje perspektive nenavadni, a je njegova filozofija v temeljih spremenila pogled na področju, na katerem še danes nimamo pravih odgovorov. Descartes je svoja zadnja leta življenja živel v relativni osami na Nizozemskem, kjer se je lahko sproščeno predajal filozofiji. A umrl ni tam, kjer je preživel večino časa. Vse svoje življenje si je dopisoval s pomembnimi ljudmi iz vse Evrope. Ena izmed teh je bila tudi švedska kraljica Kristina, velika podpornica znanosti in umetnosti. Leta 1649 je Descarta povabila na Švedsko, da bi postal njen privatni učitelj filozofije. Descartes je verjetno v želji po spremembi povabilo sprejel. V mrzli in hudi zimi sem moral vstajati za moje navade precej zgodaj in protestantsko kraljico poučevati do večera o vprašanjih filozofije. Kmalu je zbolel za pljučnico in je leta 1650 tudi podlegel. Od njega dalje velja, da je vstop v filozofijo je vprašanje, kaj lahko vem. Ne? Do Descarta je veljalo, da je pač se sledilo Aristotelu, prva filozofija je vprašanje metafizika, kaj je vprašanje o bivajočem. Descartes pa pravi, ne, najprej moram skovati orodje, kaj sploh lahko vem, da lahko odgovorim na ta druga vprašanja, kaj je. In zares je ta na nek način začrtal program filozofije za naslednjih 500 let, skratka, da je epistemologija vstop v filozofijo. Če bi poskušali danes opredeliti, kaj je pravzaprav tisto, kar Descarta dela živega, ne? Je na eni strani njegov neprestan poskus, ne? Kako na eni strani doseči ravnovesje med tem radikalnim dvomom in na drugi strani med potrebo po trdnem temelju, ki potem daje osnovo za aksiomatsko metodo. Descartes je gotovo oče sodobne filozofije, četudi je zgradba njegove filozofije bolj ali manj že porušena do tal.
Vprašanja, ki si jih je zastavljal, bodo v središču našega raziskovanja verjetno še kar nekaj časa. Izdatno je pomagal izoblikovati svet, kot ga poznamo danes. Odprl je nove poglede na vednost, iz katerih je zbrisal sledi misticizma in magije in jih nadomestil z znanstvenimi. Ta znanstveni način mišljenja je postal v naslednjih stoletjih nosilec razvoja in napredka in je v svoji končni obliki prispeval k blagostanju, kot ga na Zahodu poznamo danes.